Palomar, Palomar, Palomar. In si preveril, z linijo vse v redu? Linija je frej, varovalke so nove, za vsak slučaj imamo pa tudi pomožen generator, če bi zmanjkali elektrike. Vse smo naredili, samo da vaš telefon dela. Potem ne vem, zakaj me ne poklič. Mogoče pač nima časa, saj sami veste, kako naporno je, če si premier. Ves čas se moraš ukvarjati z malenkostmi, kot je nadzor nad mediji. Si zato sem dal svojo telefonsko številko, ljudje mu protestirajo vsak dan pod oknom, če kdo to razume, sem to jaz. Ja, ampak problem je, da ima on zdaj mlajšo, tako da najbrž ne uporablja več telefona, ampak samo še Messenger. To bo najbrž on. Pretvarjate se, kot da vam je vseeno. Kot da niste cel teden stali pred telefonom pa čakali njegov klic. V redu. Halo, bodite hitri, ker nimam časa. O, Janez, ubogi Janez. Kaj, ja, še vedno čakaš, da te bo Robert poklical? Ne, niti slučajno. V pisarni sem samo zato, ker mi prenavljajo in jim pač govorim, kje naj vrtajo. Vrte. Pri oknu vrtajte. Pri oknu. No, slišiš? Ja, slišim. Pa pozdravi Manuela. Kličem te, ker imava skupnega sovražnika, ravno kar se vračam z Dohe in ugani, kdo še je bil tam. No, če je bila Diana, jo lepo pozdravi, šaljamo srdečen pozdrav in pusu. Nataša, predsednica Nataša. In vsi so bili naravnost navdušeni, da imamo v Sloveniji žensko predsednico. Kaj pa žensko zunanjo ministrico? A to nič ne šteje, niti v Dohi? Mogoče premalo poudarjaš, da si zdaj feministka, ne vem. Moram končati, ker pričakujem zelo pomemben klic. Hvala. Ne bo te poklical. Odrezal te bo tako, kot je odrezal koalicijske partnerje. Halo? Zdaj veš, zakaj sem se losal Ljudmila iz koalicije. Kdo bo poslušal to histerijo? Pomir se, Tanja, jo bomo že spreobrnili. Če smo spreobrnili Pahorja, bomo tudi njo. Spreobrnili? Mene? Ma kako to misliš? Da sem tek zamenjal s kolesarjenje? Ja, Borut, ti si. Zgledam, ima preveč ljudi to številko. Torej, kaj potrebuješ? Pa hitro nimam časa, pričakujem pomemben klic. Rabim tvojo pomoč. Dobil sem darilo iz tujine, 25.000 evrov, in zdaj jih nikakor ne morem spraviti na svoj račun. So mi svetovali na KPK, naj te pokličem, ker si baje v teh zadevah izjemen. No, v redu. Ne bi zdaj glih preko telefona, ker nikoli ne veš, kdo posluša, ampak bomo uredili, ne. Se pravi, boš ti dobil denar, ti pa v zameno izžrebaj moje ime, ko boš podeljeval katrco. Alright, zmenjeno. Prav ponosen sem, da sem tako dobro odreagiral in se spomnil. Hashtag intelektualec. Intelektualec, adijo, lep vikend. Očitno gospod zelo pomemben ne bo poklical. Kaj zdaj? Plan B? Plan B, velja. Se bomo pripravili na eliminacijo. Ne, to je plan C. Plan B, se pravi, vdremo mu v telefon, shranimo mojo telefonsko številko pod vulkanizer in slejko vrej bo poklical. Odlično. Operacija letne gume je v teku. Halo, nimam časa. Kaj, če sem zadovoljen z dobaviteljem? Elektriki? Smo zadovoljni. To zvedim ugodno. Skot kličete? Poznam Geni. Geni. Kje ste dobili mojo telefonsko številko? Golob. Naroči se.